Pred davnimi časi so ljudje za zabavo šli v areno. So plačali vstopnico, pa so lahko gledali kakšno predstavo, kakšen muzikal ali pa dvoboje gladiatorske. To je bilo pa, viš kako rekel, že kar nevarno, ne? Ampak tudi adrenalinsko. No in z leti so nam areno pripeljali kar v tej kvadratni škatli v vsako hišo in so rekli, noč vstopence, vi sam glejte, država časti, je vse v redu, vi sam glejte te programe. No in čas mine in pravijo, zdaj pa treba naročnino plačati. Treba plačati, če ćete vi kaj gledati. No in da je mera še bolj polna, mi naenkrat gledamo še reklame. Torej je ta program, ne, da nas programirajo, saj to ni zaradi drugega program, to je samo v nas malo, nas programirajo. No in oni so plačani enkrat od države, pa enkrat od oglaševalcev in še od gledalcev, ne? Pa še zmer ne povejo po pravic prav nič, ne? Pol pa pride enkrat v to areno ena ekipca, ki pa pravi tole malo, nekaj ni v redu in ta neotesana novinarka sploh nobenega ne pusti do besede, da bi dokončal stavek, mu postavi vprašanje, začne odgovarjati, ta pa vajga, pa kaj vi mislite spet drugač. Pa mudi se nam. In tako, dragi moji, mi ne bomo izvedli nikoli nič. Ker tu je en sam kaos, pa se tako se ne da nič zmeniti. No, pa še tisti, ki bi mogli priti noter, ne, ki so tako krčali, cepite se, zdaj jih ni več, ko bi bilo treba kaj povedati, jim je pa muca jezik popapala. Pertiš, banda. Znate, Slovenija, veste, banda, ne računamo na vas, uživajte.